Lep dober večer, voščimo iz Velenjskega studia in tudi danes bo veselo do nekaj minut čez 9, ko ostajamo skupaj ob zvokih dobre narodno-zabavne glasbe, tudi ansamblov, ki prihajajo od daleč ali pa danes v današnjem primeru od prav zelo blizu. Prihaja tudi mladi harmonikar, tokrat iz glasbene šole Klemna Rošarja, Matej Vrance, kmalu tudi ansambl Kvinta, v povezavi danes zanimivo kombinacijo ansamblom Vikend, ki so današnji osrednji glasbeni gostje. Zakaj je to zanimivo? Obnovimo spomin kmalu, sicer pa začnimo vdajo z enim krasnim valčkom, ki se imenuje Sin. Dober večer. Saj se sploh še ne poznava, danes prvič vidim te. Čisto nov si na tem svetu, jaz pa brišem si solzi. Groben, nebogljen in majhen, ko v naročju te držim. Tebi vidim sebe, srečen sem, ker si moj sin. Sin, ko veš, ta svet je čuden, malo lep in malo grd. Srečen, veseli se, jutri jezen si potem, a za roko te peljala, z mamo bova prek čeri, da odrasteš pa kdaj name spomni se, včasih le za par besed obišči me. Ko boš velik, ne pozabi koreni, vidi, kdo tvoj oče je, čigav si sin. Velik, ne pozabi korenin, vidi, kdo tvoj oče je, čigav si sin. Vidi, kdo tvoj oče je, čigav si sin.
Odlični ansambel Vikend so tokrat z nami v oddaji Najvižja. Ja, znanci narodno-zabavnih festivalov, da so zelo uspešni, so verjetno zelo toplo sprejeli tudi povabilo na 3. revijo zmagovalcev festivalov narodno-zabavne glasbe. V njihovi domači Vinski Gori se je zgodila konec meseca aprila, če se ne motim, čeprav so kar razpršeni takole po Sloveniji. Dober večer. Dober večer. Vinska Gora, daleč od tvojega doma. Ja, res je. Ja, kako pa to relacijo, Dolenjska, potem Štajerska regija premaguješ? Ja, neč, tako mora biti. Tako mora biti. Je tako. Z avtom, ni to problem. Ni problem. No, domačini pa se temu primerno tudi smejijo. Ja, seveda, seveda. Imajo še del. Imajo še dlje? Aha. Ja, včasih Kje zdaj, se zdaj ker mi, dobivate? ja, zdaj dobivamo se na Štajerskem, ali pa tudi pri Gregu včasih, dol na To je za Dolenjskem. praznike, primer. To je Za složno. praznike pri Gregiju, Aha. drugač, ko pa niso prazniki, pa pri nam na Štajerskem. Se pravi, zdaj za veliko noč greste k njemu. Ja, zdaj gremo k njemu, pripravo bo tako veliko pojedino. Žegan? Ja, seveda. Koliko jajc seveda. dal že kuhati, verjetno, ne? Da je to 45. 45, da bo do nedelje vse paraj. Rajko, Živijo. a? Ja, jaz imam zelo rad jajca, Ja? pa tudi meso, tudi ne skrivam to. V redu? Drugače pa ti prazniki so res čudoviti, nekaj čudovitega, družine so skupaj, pa tudi ansambli, če se le da pridemo skupaj, sam to bomo res verjetno malo težko, če bo pa Grega kako jajco pripravil, bomo pa res si vzeli čas pa prišli dol. Je ansambel Vikend band z jajci? Ja, nimamo nobene punce, tako da po mojem ja. Kaj pa, kar No, se ne. tiče tako ustvarjanja, skladbe, polke, valčki? Ja, trudimo se, ne, da je vse z jajci nareto, tako se je rekel, da se potrudimo maksimalno in da ustvarjamo na maksimalni kvaliteti. Tudi zdaj, ki ste že nekako osvojili večino festivalov, še jim niste rekli ne. Ma nikoli ni treba vršiti puške v koruzo, tako da nismo rekli zadnje in zakaj ne, če je volja, potem se udeležimo tudi kakšnega festivala. Zdaj, ko ste že tako usidrani v slovensko narodno zabavno glasbo, na kak način pa jemljete festival? Kot neko priložnost promocije, bolj skladbe, kot ansambla, verjetno. Prvo je skladba, ja, sigurno, da se čim boljš predstavi, idej, kam bi jo potisnili, ne, in včasih prije tudi kakšna priložnost za kakšen festival, da jo predstavimo in mogoče zaradi tega tudi bolj medijsko podprta. Valček sin, ki smo ga prejle slišali, je tudi zmagovalna skladba Polke Valček 2015, če Ja, se res ne je, ja. motim. Letos tudi z Valčkom napadate Polko Valček in čestitke, ker Ja, ste hvala. v finalu. Hvala, ja. Ja, tako kot si omenil, ja, pred koliko reč, tednom, Štiri? A ja. 2-3 tedni, če se ne motim. se številkami. Ja, ok. V glavnem, v glavnem prišli smo v finale Slovenske polke in valček z Valčkom osvajam in zelo smo veseli. Tudi sicer dekleta osvajate s takim Prešernim nasmehom. Ja, Pali. kaj se pa zgodi, če bi bili Dela to, ne? Murke, ne, sigurno. Nasmeh pove vse. Nasmeh pove vse. Ja, ni nujno, da je samo od Valčka ansamblu Vikend gredo dobro tudi polke in ena je zdaj na vrsti in ko polko urežem. Sprašujejo me, kaj za vraga mi je, ne zanima me jazz, ne funk, ne rock'n'roll. Čudno je, ker sem mlad, pa imam valčke rad, polke takšne na poskok, pa še bolj. Sprašujejo me, kaj za vraga mi je, če mi v škornjih in irhrcah nič vroče ni. Jaz pa vem, da je fan čista prav muzikant, kadar noša ga narodna krasi. Ko polko urežem, jaz te dosežem, za rundo fantje mi dajejo. Me stare mame imajo rade, in strici modruk imajo. Ko polko urežem, jaz te dosežem, dekleta pravijo, da sem as. Srce poskoči, ko se odloči, za polko zdaj je pravi čas. Sprašujejo me, kaj za vraga
vraga mi je, če mi v škornjih in hrcah nič vroče ni. Jaz pa vem, da je Fran čista prav muzikant, kadar noša ga narodna krasi. Ko polko urižem, jaz vse dosežem, za rundo fantje mi dajejo. Me stare mame imajo rade in strici modruk imajo. Ko polko urižem, jaz vse dosežem, dekleta pravijo, da sem as. Srce poskoči, ko se odloči, za polko zdaj je pravi čas. Srce poskoči, ko se odloči, za polko zdaj je pravi čas. V nadaljevanju, da vam malo povem, kaj sledi. Mladi harmonikar iz glasbene šole Klemna Rošarja, Matej Vrance, pred oddajo mi je rekel, da ima zelo rad skladbe Lojzeta Slaka. In ja, se mi zdi, da je Slakova viža kar popularna v zadnjem času. Naprimer, Veseli svati ansambel, Spev so, krasno priredbo posneli, Znane niti mar. Ansambel Vikend so se odločili malo vprašati srce. Ja, drži. Kako je prišlo do tega? Ta skladba nam je že bila dlje časa všeč. In smo rekli, zakaj pa ne bi zopet posneli eno Slakovo priredbo, ki nam leži. Ja? Me zanima, kako je lahko ansamblu tako kompletno všeč ena pesem. Ali pa verjetno da nekdo pobudo, ne? Tole je fajn in potem se drugi strinjajo. V bistvu je čisto preprosto, ne? Če vsi fantje čutijo, da je nekaj dober, ne? Če v tem uživamo, potem je sigurno dober, ne? Pol ni nekih teorij, ne? Če en mal da mu ni neslučajno kakšna skladba všeč, potem se ne odločamo glih najbolj, da bi to posneli, oziroma je preveč sforsirano to. Če pa se odločimo, da nam je to všeč, pa sigurno tudi, če je Slakova skladba in da na nastopih uživamo ob njej, smo se odločili tudi za to skladbo, da jo posnamemo. Se zgledujete po ansamblu Lojzeta Slaka? V bistvu to je pojem vseh, Slak, Avsenik, to Miheliči in tako naprej. Tu so temelji slovenske narodno zabavne muzike, tega nam ni za sramovati se in od njih se učimo pravzaprav. Ja, sem zdaj pričakoval, da boš odložil harmoniko. Ne bom je še odložil, zamenil sem jo, ker za Vprašaj srce rabim to harmoniko. Ja. Je pa res, da to je tak poseben komad za mene, ker eno minuto mi ni treba igrati, ker se za kapelo začne. In tudi takrat se lahko počijem vmes, se obrišem, če mi teče dol. Tako da meni je zelo všeč. Bi pa nekaj zdaj naredil, lahko otroka pozdravim, ko zdan sta lahko šla dejansko kasneje spat, ker me gledata. Probi. Lara, Palan, zdravo. To je nekaj najlepšega. Dobro ti je to rata. Upam, da res zbita in da mahata nazaj. Sicer pa ja, v tem trenutku gotovo vam do konca viže ne rata dolg čas, zaradi tega, ker veste, da tudi glasba sledi. Vprašaj srce in ansambel Vikend. Vprašaj srce, če pozabilo je vse lepo med teboj in menoj. Vprašaj ga in mi v oči poglej. Ljubezen iz njih govori. Vprašaj srce, ti nezvesto dekle, le vprašaj, če bije ti še. Rekla si, da me rado ima, srce pa lagati ne zna. Vprašal bom zdaj še svoje srce, zakaj ni več vroče kot prej. Ale molči, vse dolge noči, v spominu na tebe bedi.
molčile molči vse dolge noči, spominu na tebe bedi. Spominu na tebe Ansambel Vikend so z nami v oddaji Najvišja v nadaljevanju mlad harmonikar iz glasbene šole Klemna Rošarja. Še preden pa napovem videospot, bi rad, Miha, dovoliš, da prideš malo do mene. Glede na to, da bo videospot od skupine Eros, vemo, da si njihov član. Kako usklajuješ delo z ansamblom Vikend in skupino, ki nima malo nastopov? V bistvu vse posod je tako, da če je organizacija in če je volja, pol gre, so prilagajanja. Kdo ima prednost? Ansambel Vikend. Lepo. V vikendih med tednom skupina Eros. Si se zdaj zmasil. Ja, tako da usklajujem normalno čist. Enkraten koncert je za vami. Ja, za Valentinovo vsako leto prirejamo en tak malo drugačen koncert, se pravi ne narodno zabaven, ampak bolj zabaven. In že 16. februarja drugo leto spet zopet v Slovenskih Konjicah, tako da smo aktivni tudi na tem področju. Krasno, če ste bili tam, ste slišali tudi tole. Na 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 Bajra, bajra, bajra Žitev zgodnjega časa, bogatega klasa, zatrubila je svoj odhod. Ko redko gozdna vila me je poljubila, odpeljala pod nebesni svod. Do takrat oktober ni bil slab in nedober, le v večno zapisan čas. Ko smo iskali plodove za pozne rodove, nihče ni videl za nas. Rad bi jokal s teboj kot klon, rad bi pil ti kot Jackson Brown. Ko tajil ji bom in lagal, šum na srcu me bo izdal. A vsi naj izvedo, kako sva srkala nebo. Podobah rajskega greha, tvojih gubah od smeha, bil sem reven, bil sem bogat. Ko skoz bedresa v nebesa, tvojega svetega telesa, ob večerih sem hodil spat. Duša se izkrca, papirnata srca mi padajo v objem. Pohota švedskih stranišč, lepota poznih plesišč, v večnost zdaj lahko odprem. Rad bi jokal s teboj kot klon, rad bi pil ti kot Jackson Brown. Ko tajil ji bom in lagal, šum na srcu me bo izdal. A vsi naj izvedo, kako sva srkala nebo. Do takrat oktober ni bil slab in nedober, le v večno zapisan čas. In London ni bil ne meglen in ne siv, na vsa usta se je iskril. Rad bi jokal s teboj kot klon, rad bi pil ti kot Jackson Brown. Ko tajil ji bom in lagal, šum na srcu me bo izdal. Ko tajil ji bom in lagal, šum na srcu me bo izdal.
Da ne bomo samo harmonike poslušali, še kakšna zabavna pesem, pa ob koncu oddaje sledi še ena, premjerno na vaši televiziji, na našem velenskem kanalu. Ampak zdaj ni čas za to. Zdaj je čas za Mateja Vranceta iz glasbene šole Klemna Rošarja prihaja in dober večer, živijo. Kako si? V redu. 8. razred osnovne šole hodiš? Ja. Kje, v Slovenj Gradcu? Slovenj Gradcu, prvo osnovno. In že veš, kaj boš potem, ko boš velik? Gimnazijo grem naprej, zato pa še ne vem. Aha, odlično. Kako je v šoli? V redu? V redu. Kaj so zdaj že počitnice? Ne. Jutri še? Ja. In potem imaš počitnice? Potem je velika noč, pa še drug teden, pa počitnice. Fajn. Greš kam za prvomajske? Gremo. Že imaš kak plan? Menda v Srbiji. A res? Kaj bo v Srbiji? Kaj greste tja? Beograd. A res? Fantastično. No, bo šla Fraj Ponarca s tabo? Ne, tja pa ne. No, sem bila kak kovček odprl. Ja. A? No. A si že kdaj? Ne, ne nosim je. Aha, ne nosiš s sabo. Prav, v redu. Ja, danes si prišel tudi zato, da nam nekaj zaigraš, poveš, da si bil nekje dober na enem tekmovanju. Ja, na tekmovanju Lojzeta Slaka. Bronasto priznanje. Čestitke. Odlično. Kdaj je bilo to? Mirni peči? 20. oktobra. Lani? Lani, ja. Fantastično. Sicer ti je skladba oziroma glasba Lojzeta Slaka ljuba. Ja. Zakaj? Ne vem, najrajše imam, ljudje poznajo pesmi. Tudi tole zdajle? Ja. Katero? To smo mi prijatelji. Pa dajmo biti, saj smo vsak četrtek na istem mestu. To smo mi prijatelji in Matej Vrancej, izvoli. Kar nekaj Slakovih danes očitno. Tale je bila od Mateja Vranceta iz glasbene šole Klemna Rošarja. Odlično, Slak ti očitno zelo leži. Tudi naslednja bo od njega, ne? Ja. Ampak še preden nam jo zaigraš in poveš točno, katera je, rekel si, da si v osnovnem, oziroma v 8. razredu osnovne šole. Ja. Kater predmet ti takole najbolj leži? Matematika. Ja, matematika. Kaj potem sledi? Pa šport, slovenščina. Kaj pa glasba?
Glasba je v redu, samo v šoli niso take teme, da bi mene zanimale. Aha, no zanimivo, se pravi, raj greš potem po pouku, Ja. Klemen Rošarju. Točno Ja. Klemen te uči harmoniko ali Ja, kateri njegov Klemen. učitelj? Klemen, v redu. In zakaj je to najboljši učitelj harmonike? Dober je, pa fajn uči. V redu, kaj? Ja. Zanimivo uro naredi, pa fajn je. Aha, v redu. Kaj, se še kaj drugega naučite kot vrstnega reda, kako igrati na tipke? Base pa ritma. Aha, tudi kaj dinamika, kdaj moraš glasneje, to pa kdaj moraš... tudi, ja. Aha, v redu. Bomo zdaj tudi to slišali v naslednji? Ja, Katera bo? Noč na morju. To tudi slaka? Ja. Fantastično. To pa tudi poznamo. Noč na morju in Matej Vrance, izvoli. Kakšnim fokusom in predanostjo Matej Vrance iz glasbene šole Klemna Rošarja. Odlično je bilo tole. Ja, hvala. Ha, sem malo zasledil, da tudi probaš malo uste odpirati vmes, a greš po besedilu? Po besedilu v glavi ja, samo pet, jaz ne znam. A pa bi, mislim, se naučil tudi pet, glede na to, da si se harmoniko tako dobro naučil? Niti nimam namena. Te pa je navdušil za harmoniko tvoj stari oče? Ja. Kako, ob kakšnem slučaju, kaj je bilo? Imel je doma harmoniko, pa jo je igral, pa je bila meni to všeč. Samo ni nikoli igral, da bi se učil. V redu. Ja. In zdaj verjetno toliko bolj ponosen, ko ima Ja. vnuka, ki tako dobro špila. Ja. Fajn. Kakšni so tvoji zdaj načrti za naprej? Greš na kakšno tekmovanje, zdaj, Ja. na katerem si že bil? Na Slakovem sem bil, pa letos Okay. tudi grem. Boš tudi letos šel? Ja, če bo. Aha. Prav, kaj pa kakav ansambel in Matej Vrance? To bi tudi imel. Bi. Ja, Že? recimo, ne. Potem, s časoma. Mi je zanimivo, kako so pripravljeni ti mladi nadobudni harmonkarji počakati. Jaz bi po mojem kar zagrabil, jaz bi kar začel nabirati člane. A imaš v okolici, ne vem, ali pa mogoče med sošolci koga, ki igra kitaro ali pa bas? Niti ne, Aha. nikoga. No, mogoče pa pol v gimnaziji srečaš Ja. koga. Hvala lepa za danes, da si prišel. Ja, Obilo hvala. sreče še naprej. S Slakom, mogoče tudi z Avsenikom, a?
Boš ostal pri Slaku? Ja. Fajn, odlično. In hvala lepa vam, ker ostajate z nami. Zdaj mi je eno prav posebno čast in veselje napovedati spot, ki sledi še pred ansamblom Kvinta. Ansambl Petka so zavrteli telefon in me prosili, če jim napišem scenarij za tole polko. Odkar si ti na svetu, sinko mali moj zaklad, spoznal sem novo srečo, nov način imeti rad. Pripitje nebogljeno si ukradlo mi srce, želim si le še eno, Bog naj čuva te. Vse bi storil, sinko moj, da lepši svet ti dam. Pazi na vsak tvoj korak, nikoli nisi sam. Vem, da boš odrasel in po svoji poti šel. Za oči ta prostor v srcu boš imel. Rika, ne zatiskaj si oči, krmari, sinko dragi, srečno mimo vseh čeri. Na nauke moje spomni se, kdaj ti bo hudo, s poštenjem in dobroto prav se bo izšlo. Vse bi storil, sinko moj, da lepši svet ti dam. Pazim na vsak tvoj korak, nikoli nisi sam. Vem, da boš odrasel in po svoji poti šel. Za oči ta prostor v srcu boš imel. Odrasel in po svoji poti šel. Za oči ta prostor v srcu boš imel. Oddajo Najvišja spremljate, dober večer, če ste pravkar preklopili. Gremo pa naprej z naslednjim narodno-zabavnim ansamblom. To je ansambl Kvinta in O ljubezni bodo najprej zapeli. Spoznaš tisto pravo ljubezen, to je bolezen, ki ne boli. In svet se lepši ti zdi, želiš, da traja vse dni. Še problemi te več ne skrbijo in kar bledijo iz dneva v dan. Po noči nisi zaspan, bediš do jutra nasmejan. Le srce ve, kaj je sreča, ko nekoga rad imaš in do konca se predaš, da zaljubljen si spoznaš. Eno samo je življenje, ljubiš pa velikokrat. Če si ljubljen, si bogat in v srcu vedno mlad. Te več ne skrbijo in kar bledijo iz dneva v dan. Po noči nisi zaspan, bediš do jutra nasmejan.
na srcevi, kaj je sreča, ko nekoga rad imaš in do konca se predaš, da zaljubljen si spoznaš. Eno samo je življenje, ljubiš pa veliko krat, če si ljubljen, si bogat in v srcu vedno mlad. Eno samo je življenje, ljubiš pa veliko krat, če si ljubljen, si bogat in v srcu vedno mlad. Ansambel Kvinta je z nami in prva polka Za nami ljubezen je sreča. Zmeraj pojejo o ljubezni, dober večer. Dober večer. Pa pojemo vse, tudi ne samo o ljubezni. Katero tematiko bi pa izpostavil? Je ljubezen tista, ki je še zmeraj osrednja? Je, ampak mi pa tudi zabava, pa to vse mi zaobjamemo. Pa tudi malo take pivske, napitnice, Lojze Slak, vse pokrijemo. Če se ne motim, je ansambel Kvinta prvič v oddaji Najvišja, drži? Prvič v oddaji, tako je. In kako je zdaj tukaj v Velenjskem studiu? Odlično, fajn se počutimo, tako kot zmeraj polni energije. Odlično. Upam, da to tudi oddajamo. Kaj vam daje energijo, ko skupaj nastopate? Glasba. Vaša? Naša druga glasba, v kateri se dobro počutimo. Ob kateri se najbolj ponavadi ansambli potem zanemarjajo tisto, kar pridelajo sami? Zdaj si mi pa dobro vprašanje postavil. Zdaj si mi pa malo zakompliciral. Mi se v narodno-zabavni, mislim, da prav najbolj ujamemo. Sicer pa tudi v zabavnih ritmih nas pa naša Eva popelje v boljše in tople kraje, tako da se imamo zabavo na fertik in fešta. Zabava na fertik, zelo potih fant povedal, pa dajmo raj Evo spoznati. Živjo. Živjo, kako je? Ej, super. Obvladuješ te ledece, a? Ja, včasih je malo težko z njimi, ampak imam vajeti v svojih rokah, tako. Fajn. Na kakšen način poskrbiš za to, da res je fešta do konca? Ja, skačemo po odru. Tudi? Mize, klopi? Tudi ja, sem ne v petah. Ne v petah? Ne v petah. V redu. Si tudi primerno obuta svoji terci, kot se temu reče, da nisi previsoka? Ja. Ali pa ti rabo ene štikle počas obut? Ja, skoraj da. Evi smo prepovedali peta nosa špili, drugače bi jaz tako razgledal. Ja. Ni težko verjetno odgovoriti na vprašanje, zakaj je vaš ansambel drugačen od drugih? Izvoli. Zato, ker oddajamo res eno tako posebno energijo in mislim, da to pri nas res se dobro razvidi. Ampak to smo že vse slišali. Ja. Jaz bolj ciljam na tiste inštrument, ki čaka na to, da ga pokažemo. Ja, tisla je pa violica, ja. Tisla je pa viola? Ja. A bi jo že zdaj prijela? Ja, evo, zdaj bom. V redu. Ansambel Kvinta so z nami. Ja, sicer Eva poznana tudi po tem, da je odlična, kar se tiče glasbe, tudi glasbeno najbolj podkovana v ansamblu. No, pa tudi Jaka, tudi doskrat ki pameten ga povedal. Nisem sem jaz. V redu. Ja, drugače pa ja, študiram na Akademiji za glasbo. Ampak študiraš potem klasiko ali narodno zabavno? Narodno zabavno, moram še kaj naštudirati. Ja. Drugače pa ja, klasiko, violo študiram. Kako je klasika po tvoje povezana z narodno zabavno pesmijo? Dosti je nekih takih, kako bi rekla, ima dosti podobne stvari, no, sploh kakšne tehnične zadeve. Zelo. A si že našla kakšen plagiat? A plagiat? Ne vem tako, da bi v kakšni klasiki res zaznala neko melodijo znane. Mogoče bolj v džezu. Ja? Ja, ampak ne bom zdaj rekla, kjer koma, da nam koga kaj izdala. Se ne poznamo v džezu, tako dober. Hočemo pa spoznati v današnji oddaji ansambel Kvinta, za vas so prišli in z nami ostajajo. Tole je njihova druga, mogoče nekoč. Vsako jutro se zbudim, sam na posteli ležim. Prva misel je dekle, ki me zapustilo je. Njenih modrih sem očih videl smih in solze dve. Zdaj pa sam sem jaz ostal, vedno tega sem se bal. Zdaj pa čakam le, da vrne se nazaj.
res ostal, vidno tega sem se bal. Zdaj pa čakam le, da vrne se nazaj. Naj december bo april, mogoče maj. Morda enkrat še mi dva se pred oltarjem srečava, kot nekoč bila bi spet zaljubljena. Morda enkrat še mi dva se pred oltarjem srečava, kot nekoč bila bi spet zaljubljena. To je ansambel Kvinta v tokratni oddaji Najviža. Ja, že smo prej govorili o tem, zakaj so drugačni od drugih narodno-zabavnih ansamblov in izkazalo se je, da je to naprimer inštrument viola v njihovem primeru. Poznamo kar nekaj uspešnih narodno-zabavnih ansamblov, ki so na tak način poželi slavo, vas pritegnili do te mere, da so postali slavni, lahko rečemo. Poznate kakšnega, ki ima kakšen inštrument, poleg harmonike, kitare in kontrabasa, klarineta, trobente? Jaz se spomnim za glih Donačke, recimo so tudi imeli violo ali violino. Violino? Violino, V redu? jaz tukaj ne ločem. Dobar, naslednjega izovem. Ansambel Igor in Zlati zvoki imajo tudi violino, potem na Vihanke imajo saksofon. Saksofon, še prej Henček od njih, v redu? Aha. Zdaj pa razmišljam, zdaj pa tudi mene pride na pamet. Mihe Dovžana, naprimer citre, cimbale, veš kam bi jih dal? Ansambel Stanka Fajsa. Kaj pa mladi Gamsi, imajo pa bobne? Imajo pa bobne, Ja. v redu, čeprav že to mogoče meji bolj na Osterol varianto, ne, narodno-zabavne Lepo zabavne paše zraven. glasbe. Lepo pa še zraven. Pa kaj še imamo? Toni Verderber, tamburica. Še kaj skupaj spravimo? Zdaj pa še jaz moram malo razmisliti. V glavnem, kakšni so vaši načrti za naprej? Če se ne motim, ste še vseeno bolj na začetku, čeprav ste že ogromno pokazali. Res je, zdaj smo leto pa pol skupaj. Naslednji črt je pač, da gremo na festival v Urberg. Smo se prijavili. Letos? Letos. Prijave zaključene. Se mi zdi, da zdaj v kratkem morate zvedeti, a je to ali ne. Do tega tedna ponedeljek je bilo prijavo treba oddati. Tako da zdaj pa samo še, da izvemo, če smo prišli gor ali nismo. Držimo pesti. Kaj ste prijavili? Polko. Polko. In kaj zakladnice vzamete za Vurberg? Iz Slakove pač komado eno vižo. Katerokoli, že približno veste? Vemo že, kjer je. In? A lahko izdam? Ja, seveda. Ne prižigaj lučine. Wow, lepo. Ja. Klasika. Res. Vam je sicer tudi ta od Slaka najbolj všeč? Težko bi se odločila, za katera skladba mi je najljubša. No, Kako bi izgledala po tvoji interpretaciji, oziroma kako bo izgledala v primeru, da prijete na Vurberg tvoj glavni vokal? Ne, to bo pa kar od Gregorja. Aha. Smo kar prepustili. Prav. Kakšne so ambicije vašega ansambla? Kam bi radi prišli? Ali pa vse za 2019, če imate kakšne ekstra Mi želje? bi najprej rad ostali taka lepa ekipca, kot smo, ko smo se pač vsi skupaj nabrali, vsi smo na začetku in nekako skupaj napredujemo. Kjer je vaš kraj? Odkudar prihajate? Predstavljamo se, da smo iz Grosupla, kam imamo tam vaje, se največ zadržujemo. Drugače smo pa kar razporejeni po Dolenjski razkropljeni. Dolenjska torej. Tako da pa ustvari čim več lepih viš, da bi se prijela kakšna med ljudmi, pa uživati. Leto pa pol ste skupaj to verjetno že obvladate, veselice, rojstne dneve, mala šala. Jaz ne bi rekel, da obvladamo, se pa trudimo, sigurno, se pa trudimo. Prav, če ne pa Eva pomis ureže. Ansambel Kvinta je z nami, zdaj pa ja, Eva v spredju in nisem taka, kot so druge. Nočem rož, ne bombonov, ne plišastih slonov, v Koper na kavo ne grem. Ko po cukrane rime zasliši me prime, da rekla mi česa ne smem. Kdor zaljubljeno gleda, se sploh ne zaveda, da zdaj več do njega mi ni. Če mi zvezde prišteva, bo izvedel, da gre.
Jaz nisem taka kot so druge. Če se pretvarjaš, žal ti bo. Vse o ljubezenskih mi filmih prav nič ne orosijo oko. Jaz nisem taka kot so druge. Romantika mi ne diši, da moje boš srci osvojil, boš moral biti tako si. Jasno je, da sem lepa, saj veš, nisem slepa, da to bi govoril mi ti. Jaz nisem taka kot so druge. Če se pretvarjaš, žal ti bo. Vse o ljubezenskih mi filmih prav nič ne orosijo oko. Jaz nisem taka kot so druge. Romantika mi ne diši, da moje boš srci osvojil, boš moral biti tako si. Da moje boš srci osvojil, boš moral biti tako si. To je ansambl Kvinta, spoznali smo jih, spoznali smo tudi njihove načrte za naprej. Čas pa je še, da obudimo spomin na en za njih verjetno zelo pomenljiv dogodek, ki se je zgodil nedolgo nazaj. Uvodoma oddaje, če ste me dobro poslušali, sem rekel, da imajo eno posebno navezo ansambl Vikend, ki so naši srednji glasbeni gostje s Kvinto. Tudi Kvinta se je v istem predizboru za Polko in valček 2019 predstavila na oddaji Slovenski pozdrav. Žal se jim ni uspelo uvrstiti v finale, ampak promocija skladbe je v tem primeru verjetno ključnega pomena. Seveda, pač to je najbolj važno, da glasba doseže srca ljudi. Je bilo mogoče škoda, ker je žreb določil, da boste nastopali z ansamblom Vikend? Ne, mi se s tem sploh nismo obremenjevali, sem pač tako nanesel. Ja? In mislim, da to sploh ni važen. Tako da smo pa z ansamblom Vikend navezali na tak poseben stik, smo prijatelji, tako da ni važno, kdo zmaga. Ja? To je glasba v bistvu po koncu sploh ne moreš ocenjevati, pač. To je moje mnenje. Absolutno, pa se je že dostakrat tudi zgodilo, da so festivalske uspešnice potem premagale tiste, ki so ostale neopažene na festivalih. Hvala lepa za vaš obisk v studiu. Ja. Tudi tole Svet na rameni zdaj v tem trenutku slišimo. Gre za en krasen valček. V nadaljevanju se nam zopet pridružijo ansambl Vikend, do konca oddaje Najviža. Želimo si vas z nami, sicer pa ansambl Kvinta. Jaz bi šla zate skozi ogenj in led, bosa po trnju hodila. Zate odšla na vrhove gora, na dnu se morja potopila. Jaz bi šla zate v črnih nočeh, sama nad breznom globokim, in ob polnočni uri strahov hodila v samote gozdov. Le zakaj je v tebi žalost, dobro veš, da ljubim te. Dolgo sem že srečen s tabo, upam, da bom dolgo še. Jaz brez tebe ne bi zmogel niti dneva enega. Vedno to imej v mislih, vidno, ko bo žalostna.
te. Dolgo sem že srečen s tabo, upam, da bom dolgo še. Jaz brez tebe ne bi zmogel niti dneva enega. Vidno to ime v mislih, vidno ko bo žalostna. Jaz brez tebe ne bi zmogel niti dneva enega. Vidno to ime v mislih, vidno ko bo žalostna. Vidno ko bo žalostna. Ni pomembno, koliko dočakaš let. Nič na svetu pač ni večno, oveni vsak rdeči cvet. Pravijo, le zdravo stani, zdravje več je kot zlato. Vinčka pa se nič ne brani, to da pi ga s pametjo. Srečen človek si, zato ker bil ljubičo si. Bodi zdrav vse žive dni, bodi vedno brez skrbi. Srečen človek si, zato ker delaš vse z ljubeznijo. Bodi dober do ljudi, bodi darežljiv vse dni. Srečen človek si, zato ker delaš vse z ljubeznijo. Bodi dober do ljudi, bodi darežljiv vse dni. Pravijo, da pamet čuvaj, kadar glavca ponori. A nikoli ne obupaj, če na hitro se stemni. Pravijo, da se odvadi nepotrebnih vseh razvad. Vsi zato te imamo radi, ker tvoj srček ves je zlat. Srečen človek si, zato ker imel ljubičo si roko. Bodi zdrav vse žive dni, bodi vedno brez skrbi. Srečen človek si, zato ker delaš vse z ljubeznijo. Bodi dober do ljudi, bodi darežljiv vse dni. Srečen človek si, zato ker delaš vse z ljubeznijo. Bodi dober do ljudi, bodi darežljiv vse dni. Ja, tole pomlad bomo verjetno tudi v oddaji Najvišja slišali kar nekaj novih skladb, ki jih v zakladnico prispevajo ansambli, ki so se udeležili tekmovanja oziroma se ga še zmeraj udeležujejo, Slovenska polka in valček 2019. Več o tem letos govorimo in ko je ravno zdajle so nastopali Špadni fantje, ja, tale polka žal se ni uspela uvrstiti v finale, jaz pa jih vseeno vabim iz Vipavske doline, oddaja Najvišja gre za sicer odličen narodno-zabavni ansambel, ki so mimogrede tudi zmagovalci lanskoletnega Števerjana 2018. Tam so se že tudi pokazali, sicer kakšen uspeh jim je padel na Števerjanu, mi zdajle ne pride na plano, poprašamo v nadaljevanju. Z nami so ansambel Vikend ponovno in Staram se. Postaja moški srednjih let, prehiter zame je ta svet. Zdaj kar naprej me kaj boli in vsak prepis
slabih škoduje mi. Vsi mladi me pozdravljajo, le dober dan nič živijo. Mi včasih reče kdo na glas, da me je že povozil čas. Jaz staram se in to ni vic, otroci kličejo me stric. Rad govorim, da ni tako, nič več kot včasih je bilo. Jaz staram se, a se ne dam, pred sabo mnogo let imam. Saj kdor bi star bil dolgorak, mora začeti mlad. Mlajše gledajo in sploh me ne opazijo. Imam res nekaj sivih las, a še lahko bi hodil vas. Jaz staram se in to ni vic, otroci kličejo me stric. Rad govorim, da ni tako, nič več kot včasih je bilo. Jaz staram se, a se ne dam, pred sabo mnogo let imam. Saj kdor bi star bil dolgorak, mora začeti mlad. Jaz staram se, a se ne dam, pred sabo mnogo let imam. Saj kdor bi star bil dolgorak, mora začeti mlad. Staram se in ansambel Vikend v oddaji Najvižja. Me zanima, kaj gre fantom ves čas tako na smeh. Kaj je tako smešnega, ali je to pač zgolj interpretacija? To spada zgolj interpretaciji in ker smo pač veseljaki, to spada zraven. Na kaj pa misliš, ko poješ to skladbo? Koliko ti je zdaj fajn ali o tem, kar dejansko... Ja, da me že dejansko otroci kličajo stric. Ja, čeprav sivih las pa še nimaš. Ja. Ja, pa je tu pa tam kakšen. Zdaj sem spet preveč nekaj povedal. Spet sem nekaj preveč povedal. Nima veze. Nima. Valjček, ja, ima zdaj le to v nadaljevanju. Valjček je... Čakaj, pa ti si tudi bil siv, ne? Kako pa, da si ti Ti si tudi bil, a nisi bil? Ja, so me spravili pameti. Da danes frizerji vse zrihtajo. Točno to. Ja, res. Kako boste vi zrihtali polko Valjček, me zanima? Ja, upamo, da čim boljš, ne. Potrudili se bomo maksimalno. Povežbali še bomo malo. In upam, da se v finalu čim bolje izkažemo in da bomo navdušili predvsem poslušalce, da bo Valjček jim všeč in da bojo ga vzeli za svojega, da se bojo kdaj zavrteli ga. Kako se gledate z ansamblom Kvinta? Tudi nisem vprašal, kako so se počutili v vaši družbi. Mi se gledamo zelo lepo z njimi, zdaj pa mogo bi njih vprašati. Sem jih že? So rekli, da je v redu? Da je v redu, pol je tudi z naše strani super. Fantastično. Galiča ste tle zelo vključili, pa osvajam te. Ja, v bistvu pred leti smo se odločili, da gremo na en obisk, nekaj spit Jožetu. In smo šli, on je bolj žejne sorte in rad piše kakšne skladbe. Tako da pozdravljamo ga, če gleda, Jože je naš velik prijatelj. Skladba že stala nekaj časa? Ja, skladba je že stala v njegovem arhivu nekaj časa in meni se je teda utrnala kar ena taka ideja, da bi naredil aranžma in sem ga kar počasi začel snemati, malo je sicer še ležalo v predalu in potem je tole nastalo. Videospot ste tudi posneli, ne? Res je, videospot smo posneli kar v domačem kraju, v Velenju, na Velenjskem gradu. Pri tem nam je pomagalo ogromno ljudi, predvsem tule iz Šaleka, turistično društvo Šalek, turistično društvo Velenje, potem smo imeli iz Bleda nekaj, prav tako pa tudi ogromno prijateljev domačih, ker je bilo treba pripraviti srednjeveško pojedino, ter vse ostalo, kar sodi k temu v ta srednji vek. Tudi živali so imeli, otroke, kmečko prebivalstvo, tako da
je bil kar zahteven projekt, tale videospot. Vam je sicer zdaj ne postrežemo srednjeveške pojedi, upam pa, da vas ansambel Vikend vsej malo nasitijo z odličnim valčkom. Osvajam te. Potrka na vrata večer, spet pojavi se znani nemir. Tebi, ljubica, grem v vas, da bi delal si kratek čas. Če še okno odprto ne bo, dobro vem, da storila boš to. Ko igrati ti bom začel, melodijo zapel. Glasbi srca, boš potlej moja morda. Osvajam te, večerem se, do zgodnjih jutranjih ur, kot trubadur. Si bom jutra odšel, sam pri sebi si pesmi bom pel. Hrepenenja mi silni čar, spet zvečer dal bo glasbe dar. Vem, da okno odprto spet bo in da nama bo zopet lepo. Poigrati ti bom začel, melodijo zapel. Osvajam te, večerem se, prisluhni glasbi srca, boš potlej moja morda. Osvajam te, večerem se, do zgodnjih jutranjih ur, kot trubadur. Jutranjih ur, kot trubadur. 31. maja poletno gledališče Studenec gosti slovensko polko in valček 2019 in tudi tale valček je v finalu. Navijali boste tako lahko tudi za ansambel Vikend in odličen valček Osvajam te. Kam so šle vse tiste lepe spominčice? No, o tem pa so že prepevali ansambel Vikend kar nekaj časa nazaj. Pa obudimo spomin tudi na tale valček. Sva šla čez travnike, ko bil je maj. Si sladke usnice nakodrala usmehljaj. V očih odsevalo jasno sinje ti je nebo. Žarile modre spominčice so. Zate tisoč nabral cvetov, moj šopek in srci odnesla si domov. A vse minilo je, kakor sonce gre za goro, ga zjutraj skrije oblačno nebo.
včeraj travnike z modrino so. Kam so šle, zdaj besede ljubizni vse. Ti modre mi oči lagale so. Zate tisoč sem nabral cvetov, moj šopek in srci odnesla si domov. A vse minilo je, kakor sonce gre za goro, ga zjutraj skrije oblačno nebo. Drobne spominčice podile včeraj travnike z modrino so. Kam so šle, zdaj besede ljubizni vse. Ti modre mi oči lagale so. Nekaj načrtov za letošnje leto, kar se tiče ansambla Vikend, je že na plani, o tem smo govorili. Kaj pa ostali, ali pa vse, kakšne so vaše želje, da bi tole leto zaključili? Uspešno, zdravo. Kaj posebnega? V bistvu to je najbolj važno, je zdravje, da se imamo radi. Še sledi nastop na kakšnem drugem festivalu? V bistvu ja, sledi še na enem festivalu, ampak ne v tekmovalnem delu, bolj v revijalnem, kaj več bi znal bolj Rajko povedati, namreč gre se za Ptujski festival in vižo desetletja, ki jo izbirajo na samem festivalu. 50-letnica je zdaj. Ja, res je. Rajko se je tudi pogovarjal, kdaj bo to, da termina nimam točno v glavi, tako da še tukaj se potegujemo za vižo desetletja. Krasno. Torej, kdaj bo to in še vprašanje, kdaj ste slavili na Števerjanu, kjer uspeh je od takrat? Nisem se prej uspel spomniti. Števerjan je bil 2010. leta, smo bili izbrani za najboljše debitante. Odlično. Prav slavili, da bi pa zmagali na Števerjanu, pa nismo. No, mogoče še... Števerjan je edini ostal še tak neizpolnjena, mogoče skrita želja, ampak drugače pa za to vižo desetletja bo pa v avgustu, poleg tega v sklopu Ptujskega festivala, in imamo tudi seveda 2 skladbici v tem desetletju, Ko polko urežem pa Staram se, ne? Ampak eno smo mogli izbrati, tako da smo se odločili za Ko polko urežem, da bi bila viža desetletja. Se bomo pa potrudili, da bi jo čim boljši izvedli. Bomo videli, držimo pesti za vas. Najlepša hvala za današnji obisk v studiu. Še eno vam zaigrajo in tole je Zaljubljen. Čez vas je plaval grd oblak, po ulici hitel korak, z dlanmi pokrila si lase, ko prva kaplja padla je. Sem slišal tvoj obupan krik in zgrabil pisani dežnik, a preden sem pod njim te skril, se dež z neba je vlil. Trenutku tvoji kodrčki bili so mokri čisto vsi, nevihta v vročem juliju ti prala pege je z nosu in sredi tistega dežja sva mi dva skupaj se znašla, ker bi dežnik za manj razpel, sem raje te objel. Zaljubljen, zaljubljen, nimar ni bilo, ko se je name jezilo nebo.
kodrčki, bili so mokri čisto vsi, nevihta v vročem juliju, ti prala pege je z nosu in sredi tistega dežja sva mi dva skupaj se znašla, ker bi dežnik za manj razpel, sem raje te objel. Zaljubljen, zaljubljen, ni mar mi bilo, ko se je name jezilo nebo, zaplesal po lužah sem zate takrat, zate sem nor bil in mlad. Zaplesal po lužah sem zate takrat, zate sem nor bil in mlad, zate sem nor bil in mlad. Še enkrat hvala lepa vsem gostom tokratne oddaje Najvižja, hvala vam, ki ste bili tudi tale četrtek z nami. Se vidimo zopet čez teden dni, sicer pa ob koncu oddaje Najvižja naj zavrtimo še en glasbeni spot. V bistvu gre za novost poskočnih muzikantov, naših prijateljev, ki so se tokrat malo zapeljali v zabavne ritme. Hula palo z moje in naše strani pa za danes le še lep večer in lahko noč. Hodi, 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 vroči ritmi, vroče so noči, seksi pa od vseh najbolj ti, do vrelišča je šlo, hula palu, rečeš mi na uho. Pa kaj je hula palu, kako to dela se, a se pri hula palu lahko oči zapre, a res pri hula palu vidiš zveste vse, povej mi, kako to gre. Hodi, 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 tu primeš me in tu jaz primem te, se mi že vrti, levo ti, desno ti, kot dan drugih ne bilo bi tu, se greva hula palu, hula palu. Kaj je sploh hula palu, povej od kot je to, kje piše hula palu v slovarju, ga ne bo, po mojem hula palu za mlade je samo, ko ga nam polno žuramo. Hodi, 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 primeš me in tu jaz primem te, se mi že vrti, levo ti, desno ti, kot dan drugih ne bilo bi tu, se greva hula palu. Primeš me in tu jaz primem te, se mi že vrti, levo ti, desno ti, kot dan drugih ne bilo bi tu, se greva hula palu. Hodi, 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 hodi.